Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, en lep pozdrav tudi v tokratni oddaji, v kateri bomo z raznimi nasveti strokovnjakinj poskrbeli za vaše zdravje in vas seveda usmerili na tisto pravo pot, ki vam bo olajšala morda marsikatero tegobo v življenju. Tudi danes v našem studiu pozdravljam dami iz Beledone. Lepo pozdravljeni obe, dober večer. Direktorica Bioresonančnega centra Beledona v Celju, Margit Dobnik, spet smo tu, dober večer. Ja, dober večer. In pa Ana Dobnik, diplomirana prehranska svetovalka, bioresonančna diagnostičarka, izvajalka limfne drenaže. Dober večer, Ana. Dober večer. Danes bomo govorili tudi o zanimivi temi. V pretekli oddaji prvi naši smo vas že bolj podrobno spoznali, takrat ste ravno odprli še en center v Celju, a ne? Tako je. Enega še imate v Velenju. Malo bomo spomnili naše gledalke, gledalce, kaj počnete. Drugače pa glavni dve temi nekako današnjega nocojšnjega pogovora, bioenergija, naravnavanje hrbtenice s pomočjo bioenergije in pa limfna drenaža. Tako. Mogoče pa, gospa Margit, povejte nam kaj več o Beledoni za vse tiste naše gledalke, gledalce, ki vas morda še ne poznajo ali pa ki bi želeli še enkrat slišati, kaj počnete. Tako, naš center pokriva kar nekaj storitev, tako da med njimi vsekakor prednjači ena izmed najnaprednejših bioresonančnih diagnostik, tako da iz tega vidika smo izredno močni. Potem pa imamo tudi še terapevtske masaže, limfne drenaže, potem terapevtske masaže kot takšne, prehransko svetovanje, in pa tudi nova ponudba je odstranjevanje maščob z posebno tehniko, ki resnično deluje na odstranjevanju, ne samo hujšanju same celice, maščobne celice, ampak odstranjevanju. Podobno kot liposukcija, ampak samo v nežnejšem smislu, ne tako agresivnemu, kot gre pa liposukcija. Dejansko poslanstvo krepiti, povrniti tisto zdravo življenje, kot smo ga nekoč imeli, ko pride tiste tegobe, ne vsi stremimo k temu, da bi bili spet zdravi, da bi se počutili dobro. In to je še vedno vaše poslanstvo, Ana, ne? In s tem v zvezi seveda se trudite, da ljudem, ki vas obiščajo, tudi pomagate na poti k temu, ne? Tako. Po večini se še ne zavedamo, kako, na kak način moramo ohranjati zdravje, dokler nas res kaj resnega ne zapade, ko kaj začne boleti, ko res čutimo to odstopanje, se šele potem napotimo. In dobro je, da mogoče vemo kam in na kakšen način. In tudi tukaj imamo kar ključno vlogo pri tem, da ljudje se odločijo mogoče za alternativne načine ohranjati svoje zdravje in si marsikatere težke bolezni potem tudi prekrajšati. Tudi pozdravijo. Pozdraviti, ja, tudi. Konec koncev najbolj pomembno je, da ne agresivno zdravite naše telo, naše tegobe. Preveč je tistih agresivnih vstopov na naše telo, ki jih ne bi bilo treba, ne? Če je le možno. Sej ni vse rešljivo tako enostavno, pa elegantno, ne? Včasih tudi potrebujemo, hvala Bogu, za naše zdravstvo, za operacije, za naše zdravnike, ampak če pa je le možno po naravnih poteh priti do zdravja, k sreči, ne? To je izjemno pomembno, da povemo, da seveda sodelujete skupaj z zdravniki, ne? Niste zdaj samo zagovornik svoje. Vsekakor. Zdaj, če se vidi, da je pri človeku šlo v premočne kritične nivoje, vsekakor, da ga napotimo na zdravnika, na specialiste, na slikanja, karkoli. Se pa da marsikatera težava, tegoba pa rešiti, pa tega sploh ne vemo, ne? Na dosti enostavne načine, zelo zanimivo, ja. Mi imamo danes seveda pripravljenih tudi nekaj slik v sklopu našega pogovora, bomo tudi malo prikazali našim gledalkam, gledalcem, da si bodo lahko tudi bolj predstavljali. Bi pa mogoče Margit kar povprašala o naravnem ravnanju hrbtenice z bioenergijo. To je ena taka zanimivost, ne? Vedno si mislimo, da če je treba naravnati kakšno vretence oziroma nekako ga spraviti spet v tisti položaj pravi, da je vedno potreben dotik, da nekako z bioenergijo se tudi da, ne? Ja, da se. No, tukaj se lahko podstopimo ravnanja hrbtenice, medenice v sami celoti. To ni samo naravnavanje atlasa, kolikor mogoče ljudje poznajo, ampak to je naravnavanje celotne hrbtenice. In
se da fantastično narediti napredek v temo, ker mi imamo različne kombinacije, ki so poškodba hrbtenice, kot lordoza, kifoza, skolioza. Ne, to bomo mogoče tudi kasneje videli tele slikce na takole, evo sedaj vidimo. Si malo bolj predstavljamo, ja. Tako, ja, to so različne krivine, ki si jih hrbtenica nekako privošči v našem življenju in je potrebno tudi te čim bolj uskladiti. Zdaj, zelo zanimivo je, da z bioenergijo to naravnavamo na čisto enostavne načine, nežne načine, tako kot pač deluje bioenergija, in ima večji efekt, kakor pa, če bi človeka nategovali ali agresivno postopali v postopku naravnavanja. Aha. Zanimivo je, da recimo skupne bolečine v predelu hrbtenice lahko povzročijo stres, zastajanje vode. To je en tak komplet, lahko rečemo, nekih bolečin, ki vse izvirajo, ne, iz hrbtenice lahko. Marsikatera tegoba, ne, namreč. Ja, to so sestavljeni dejavniki, ki pripeljejo do marsikaterega obolenja. Vsekakor. Ne moremo izvzeti noben dejavnik, da bi bil sam zase, ampak neki kompleti pripeljejo potem tudi do kompleksne slike poškodb, bolečin ali pa bolezni. Veliko namreč tegob lahko občutimo, ne, mravljinčenje v nogah, boleča hrbtenica, marsikdo pozna, oziroma že skoraj da ne poznam nikogar, ki ne bi se srečal, ne, s temi bolečinami, nemirne noge, ne, tudi. To so vse ti vzroki, ne. Ja, pravzaprav za nemirne noge ljudje ne vejo, da je to vzrok v križnem predelu. Tukaj so ukleščenosti živčevja ali pa stisk živčnega sistema v križnem predelu in če tukaj razrešimo predel, se razbremeni živček. Živc pa potem pomeni, da razbremeni ali mravljinčenje, ali tope občutke, ali te nemirne noge. Tudi tukaj imam zelo lepe rezultate pri mojih strankah. Da se. Se da, ne? No, Ja. Res ljudje Ampak tukaj pa res razmislimo, ne? delujem bolj iz terapevtskega vidika. Vsekakor, da v moji praksi delujem tudi tako, v kombinaciji terapija in pa še bioenergija za zraven. Ker potem bomo videli čisto bioenergetsko delo, imam tudi kombinacije ali pa čisto terapevtsko delo. Se da odlično kombinirati, ne? Ja, Tudi. fenomenalno. So pa tista vaša znanja, strokovnost, ne? Tista prva podlaga, da sploh presodite, kaj je potrebno, ne? To je treba povedati, ne? Vsak maser mora, mislim, večje znanje, kot ima, laže diagnosticira, ker tudi diagnostika pri sami masaži je potrebna, da vemo sploh, v katerem smislu reševati, kako rešujemo, da si nastavimo celoten kompleks delovanja na človeku, a ne? Prej smo se ustavili torej pri bioenergetskem naravnavanju hrbtenice, ne? Morda naj vas še enkrat vprašam, dajte nam še malo bolj povedati, kako to poteka, kako si ljudje lahko predstavljamo to. Nekdo pride k vam z bolečinami v hrbtenici, seveda vi postavite diagnozo, potem pa kako poteka to zdravljenje? Zdaj, eno so bolečine, drugo je pa, da človek da ugotovi, da ima problematike z ukrivljenostmi. Ja. To tako ali tako vemo. Ali se sami vidimo, naprimer zelo pogosto to vidimo, kadar kupimo kakšne hlače in jih zarobimo. Zdaj, eno hlačnico mi lepo izmerimo, do kakšne dolžine je, drugo pa kar približamo, pa po enaki meri naredimo. In ko mi tole damo nase, vidimo, aha, ena hlačnica je daljša, druga je krajša. Če sem enako naredila. Ja, a ne? ja. In ravno v tem je, tukaj že vidimo, da je laka medenica zakrivljena in to pomeni, da če je en bok višje, potem tudi hlačnica ne more biti enaka. To že vidimo potem. Drugi znak je, da recimo človek ne more pri miru stati dolgo časa, da ga to začne boleti. Skratka, taki signali dajo vedeti človeku, da je problem v ukrivljenosti hrbtenice. Drugo je, kar so pa bolečine, se pravi, okleščenosti, mravljinci, topi občutki. To se pa spet bolj iz terapevtskega vidika rešuje. Če pa mi delujemo samo skozi ta sistem, da mi naravnavamo hrbtenico, no tukaj je pa vključena sama bioenergija. Ki pa je kaj, recimo, no? Da našim gledalkam, gledalcem še malo bolj podrobno povemo. Kaj sploh je bioenergija? Kako bi jo predstavili? Opisana je že tako ali tako iz velikih vidikov. Enostavno je to nek prenos energije. Zdaj, ali mi to lahko rečemo, ali je to kozmična energija,
ali terapeut, kateri se poveže z nekim izvorom, je lahko to angelska energija ali je pa to mogoče mojstrska, odvisno od terapeuta, s katerimi energijami se poveže. Včasih se povežemo zavestno, včasih podzavestno, skratka, terapeuti delujemo na različne načine. Odvisno je pa seveda od najbolj, o čem se razlikujejo terapeuti med sabo. Ne? Seveda po energičnosti njihovih terapij. Kaj je bolj uspešno, kaj ni tako uspešno. In ravno tukaj se pa razlikujejo terapeuti v temu, da bolj ko imamo odprte čakre, ker čakre so ta naša energetska središča, ko so čakre pravilno v harmoniji, ko so odprte, takrat je tudi pretok možen v večji meri. Nič jih ne blokira, ne? Tako, če so pa blokade v čakrah, manjše, ene večje, kakorkoli, skratka, pride pa do oviranja. Uporablja se bioenergija na kakšen način? Seveda, rekli smo, nič kaj agresivnega za telo, ne? Tudi stika ni potrebnega, ne? Ja, veste, vsi terapeuti uporabljajo kar tale splošen način zdravljenja. Se pravi, človek čuti, ne vem, bolečine ali pa samo problematiko ali pa željo po bioenergiji, ker bioenergija sama po sebi je nekaj takšnega, to dejansko ni zdravljenje, tako da bi lahko rekli, da direktno zdravimo nekaj, ampak pripomore naši celici, da dvigne vibracijo in ta celica se laže potem obnavlja. Zdravi ali kakorkoli. Naša celica vsaka ima svoj program, kako se mora pozdraviti. In ravno tukaj je novi naboj, ki ga telo dobi, celica dobi in laže pozdravlja problematiko. Se pravi, pripravljamo na naše telo. Ja, tako da ne moramo niti reči, da ste vi krivi, zdravim, moj mojster zdravi, a ne, ampak vsi nekako, jaz kot kanal, mojstri mogoče kot izvorniki energiji, pošljemo energijo človeku, koliko pa telo povzame ali pa celica povzame to zdravljenje, je pa malo odvisno od človeka. Tako da praktično nismo odgovorni ne za zdravje, ne za nezdravje. Enostavno dovolimo človeku ali pa celici, da naredi, kar lahko iz tistega naboja naredi. In to večina teh bioenergetikov počne, ne? Samo daje energijo. Pri sami naravnavanju hrbtenice je pa to, jaz pa v primeru, da pa hočemo nekaj skoncentrirati nekje, je fokus dejansko samo v hrbtenici, da se čim bolj fokusira energija na nek predel, da lahko pride do takšnih rezultatov, kot bomo tudi potem mogoče videli na teh slikcah, ki se bojo prikazale, kako to zgleda v realnosti, neko naravnavanje, prej in pa potem. Kako je. Ne vas še prej vprašam, morda, vemo, ne, za človekovo zdravje je najbolj pomembno tisto ravnovesje v našem telesu, ne, in tudi s pomočjo bioenergije seveda dosežemo to ravnovesje, ne, in če vas prav razumem, samo na tak način lahko tudi vi pomagate, ne, če ima človek tisto ravnovesje v sebi, oziroma da se prepusti. Velik problem je bil, včasih se mi zdi, se nekdo preveč zapre vase in tudi bioenergetik takrat ne more do njega, ne? Ste imeli, ne vem, mogoče kdaj takšen primer, da nikakor ni šlo, ker se pač človek ni sprostil? A veste, da ne? No, to je v redu. Se pravi, ste ga sprostili že vi, ne, malo prej. Ne, sploh ne. A veste, če že človek pride, je pravzaprav že tako odprt. Je že. Ali je, recimo, nekaj drugo je, ali čisto procentno verjame, ali ne verjame. Ampak, a veste, bioenergija deluje na rastline, deluje na živali. Skratka, one nimajo miselnega procesa. Jaz verjamem vate, ali pa ne verjamem. Skratka, enostavno, energija steče. Je okoli nas, ne dejansko. Je pa samo problem mogoče v temu, da je neravnovesje v telesu preveliko in seveda en efekt, en bioenergetski naboj ne more vse popraviti. Nekaj časa je tudi potrebnega včasih morda, da se dejansko telo sprosti. Ali pa obnavljanja, ne? Tukaj je izjemno pomemben en proces, ne? Vedeti moramo, da po enem obisku bo težko, ne, da bi že prišli vsi kot ptiček na veji, ne? Tako kot z vsakim zdravilom. Vse je potrebno v določenih dozah, v nekih intervalih nekaj časa koristiti, da lahko vidimo pozitivne efekte. Tako. Zakaj pa morda pride do teh bolečin v hrbtenici? Zdaj govorimo o bioenergetskem naravnavanju hrbtenice. Je pa treba se vrniti tudi malo nazaj. Prej sem že omenila
da ima kar dosti ljudi problemov s hrbtenico, veliko je sedečih položajev, veliko je nepravilnih položajev. Verjetno so že to tisti vzroki, ne, ki pripeljajo potem do teh težav, ki jih rešujete. Ja, pravzaprav že to imajo tudi probleme otroci. Zdaj si samo predstavljate problematiko, ne vem, osnovnošolca, aktivnega, to so veliki športniki, starši še celo spodbujajo k športu, k aktivnosti. Poleg tega, da še rastejo, ne? Ja, zraven, tako. Ne? In če je že v teh prvih fazah motnja neusklajenosti celega skeleta, se pravi od medenice, hrbtenice, pa do prvega vretenca, atlasa, si lahko predstavljate, da že v začetni dobi lahko prihaja do pretiranih ne vem, pritiskov na določene člene hrbtenice, pripelje do prvih obrab, kar danes že vidimo, da otroci že imajo obrabe, kar je spet čisto, pri vsakemu otroku se že lahko vidijo te poškodbe, potem se pa to samo čez življenje še pelje. Če ne ukrepamo pravočasno. Ja, seveda, mogoče položaji, način življenja, lejte, vse pripelje potem do še večjih problematik, mogoče določene neabsorpcije, nalaganje kakšnega kalcija na okostje, skratka, bolezenska stanja pa še pripelje potem in pa poslabšajo stanje. Se pravi, ukrepati, ne čakati. Samo od sebe se stanje ne bo izboljšalo. Ja, ampak tega nihče, mislim, zelo redka je tale... Dokler ne zaboli, ne? Ja, in pa redko je tole sploh razmišljanje v tej smeri, pa mislim, da tudi terapevtov ni iz teh vidikov toliko specializiranih, ker vsi delajo samo na splošno. A ne? Zdaj, tudi manj obremenilno je to za samega terapevta, da prideš na terapijo, pa odideš iz terapije, a ne? Pa rečeš, lejte, bomo videli, kaj se bo celico naredilo, a ne? Tukaj pa dejansko je malce pričakovanja. Jaz želim videti, da je nekaj s hrbtenico, a ne? Da že vidimo, kako se nekaj naravna in je. Vsekakor je to en, seveda, pokazatelj, da bioenergija fantastično deluje, hkrati je pa to malce pritiska tudi, a ne? Ja, vsak bi rad videl, da je pa zdaj njegova hrbtenica pa že boljša. Ja, to je dobro. Pa tudi tisto sodelovanje terapeuta in pacienta je izjemno pomembno, ne? Se mi zdi, tudi na tak način se energije nekako povežejo oziroma lažje prodrejo. Prej ste omenili eno slikco, zdaj bomo res pogledali eno sliko gospe s hrbtenico oziroma sliko zadaj, pa boste kar malo razložili, no? Kaj pomenijo te črte? Tukaj smo malo dali v ravnino. Naprimer, leva slika prikazuje prvo slikanje, prvotno slikanje in se vidi, da tale gospa je imela kar nekako kombinirane problematike hrbtenice. Vidi se, da ima skoliozo, ki je malce obrnjena na levo stran, malce zamaknjena, zamikajo na levo. Tudi se vidi tukaj v pasu, vidite naprimer vodoravno črto in kako jo praktično resnično malo vleče na levo. Čeprav ona verjame, da stoji naravnost. Ima še močno kifozo, se pravi izbočenost tega lopatičnega predela, čeprav zdaj iz tega vidika se ne vidi toliko. No, to je slika desno, je pa po tretji terapiji. Se že vidi, da recimo v pasu sta levo in desno že malo bolj izenačene tele gubice v pasu in pa tudi hrbtenica malce drugače deluje, bolj ravno. Tudi v ozadju so še črte, ki lahko malo bolj nakažejo človeku, da je malo neke orientacije, kako to zgleda. Da je vse v nekem ravnovesju. Ja, teda vsekakor gospa sama se je počutila potem po terapijah že boljše, tudi bolečin je bilo manj v njenem življenju nasplošno, ker to hrbtenica vpliva v vseh pogledih, v vseh položajih, čez cel dan. Ja. Tudi v spanju, ne? No, kako pa se recimo počutijo stranke? Kakšni so učinki, ko pridemo k vam na kakšno terapijo? Pa še tole, potem še ena slikca. Ja, no, tukaj pa tudi vidimo drugo gospo, katera ima pa ravno tako skoliozo. Spet leva slika prikazuje sliko prej. Pri tej gospe pa vidimo, da se nagiba pa na desno stran. Tako nekako boki so pri miru in potem jo zarotira na desno. In tole je pa slika po eni terapiji, ki se je naredila, se pa vidi, da je slika že drugačna, hrbtenica drugače poravnana, vidi se po hrbtenici, po teh gubicah v pasu, skratka,
je malce opazna že razlika. Že po eni terapiji, ne? Ja, to je pa že po eni terapiji rezultat. Kakšno je pa počutje recimo teh strank, kaj vam kaj povedo? Vsi imajo izredne pozitivne učinke, pa tudi bolj dolgotrajne, ker tukaj se pač bolj dolgotrajno naredi popravilo hrbtenice kot takšne. Telesa dejansko, ne? Ja. Dobro. V centru pa ponujate tudi limfno drenažo. Zdaj bomo tudi malo Ano povprašali o sami limfni drenaži. Mogoče, Margit, samo še tole, ljudje naj pridejo, ne? Ko začutijo, ko morda ne se postavijo pred ogledalo, pa si malo pogledajo, ali jih vleče v katero smer, je kakšna rama nižja. To so tisti znaki, ne, ki kasneje, če jih ignoriramo. Če jih takole utipamo, da že po boku vidimo nesorazmerje, levo-desno. To so že prvi signali, tako se pravilno predpostavljali. Se pravi, ne odlašamo. Ja. Odvisno od človeka. Je treba kar položiti na srce, marsikomu, ker slej ko prej pride do velikih težav, že pri mladih ljudeh. Res je. Bomo seveda še kakšno rekli o tem, Ana, zdaj pa bomo vas malo povprašali. Limfna drenaža, kaj je to? Ja, dejansko ponujamo ročno limfno drenažo, ker je lahko tudi strojna. Pri strojni seveda strojček upravlja delo, ročna je pa čist nekaj drugega. Ja, seveda energija, stik z človekom, pritisk, vse je čist nekaj drugega. Seveda, če že ravno govorimo, kako delate na tem stiku z ljudmi, absolutno je treba tudi tisti dotik uporabiti v te nežne prave namene. Tako, mi smo tako zavezani takemu načinu, da je neinvazivno in čim bolj iz človeškega vidika. Tako. Tisto povezovanje, tako energij kot tudi dotika, čustev, se mi zdi, se kar pretaka potem vse skupaj. Zakaj je na primer limfna drenaža, oziroma kaj sploh je limfna drenaža? Ja, limfna drenaža je nekakšna metoda, spodbuda oziroma kako bi rekla, razbremenimo in pospešimo limfni sistem pri človeku. Ja. Dejansko vsi imamo limfni sistem, tako kot krvnega. To je tekočina, Tako, tekočina v telesu. Tako. In na enak način je locirana, razporejena po telesu kot krvne žile, krvne kapilare, ima tudi limfa svoje žile in limfne kapilare. Tako da vse posod jo je celo več kot krvi, tako, in je nekakšen čistilec našega telesa. Tista res najbolj nepotrebna stvar, ki naj bi bila po našem telesu, ona to zajame, te toksine, mikroorganizme, bakterije, virus, vse, kar je tisto nepotrebno, da gre ven in očisti v bezgavkah, ker bezgavk imamo tudi zelo veliko, in potem seveda pošljete čisto limfno tekočino nazaj potem po krvnem obtoku, ker dejansko pride iz krvnega obtoka in se v krvni obtok tudi vrača. To je taka prosojna, rumenkasta tekočina, zgrajena bolj kot ne iz 90% vode, pa levkocitov, seveda to je taka prosojna krvna plazma. Tako da je del krvnega elementa, sistema, ampak je pa v bistvu čist nekaj drugega. Kar pomeni, da moramo za limfo skrbeti, da lahko dobro dela za nas. Tako, premalo se govori o limfi, tudi v šolah čisto premalo učijo, sama sem iz srednje zdravstvene in o tem res nismo nekaj dosti rekli. Od nekdaj smo nekako poudarili, da to je pomembno, da je treba za to skrbeti, ampak nič pa kako deluje, pa na kak način. Pred kratkim, če bi ljudi vprašali, sploh ne bi vedeli, da limfo imajo. In je zelo zanimivo, ker se jo da na res na enostaven način razbremeniti in pospešiti. In to delate pri vas, ne? Tako. Z limfno drenažo dejansko se zelo pospeši limfa sama, lahko pa tudi sami pospešimo s tem, da se gibamo redno, da smo aktivni. Ker ko sedimo, danes so seveda službe take, otroci že od malega sedijo pred računalniki, pred televizorjem in že od malega začne zastoj limfnega procesa. In potem privede do tega, da se lahko zgodijo razne kronične, velike bolezni, ali pa mogoče že samo sprememba počutja, kronična utrujenost ali pa kakšni glavoboli. Dejansko to vse se dogaja, ko limfa zastaja v teh bezgavkah, ki bi mogli toksine očistiti, tako pa se tam nabirajo in nikamor ne grejo, ker limfa je odvisna od tega, da se mi gibamo, da nekaj naredimo. Lahko pa seveda z raznimi metodami, kot je ta limfna drenaža pri nas, izjemno razbremenimo pa pospešimo. Zato imamo morda tudi
otečene bezgavke, ne vem, ljudje se srečujemo s tem, ne, že sami lahko kdaj zatipamo. To že ne bi bil kakšen znak. Tako. Seveda, ne, se ne moremo tako laično, ne, da si sami postavi diagnozo, ampak mogoče že poskusimo, ne, malo razmislimo. V telesu, ne? Točno tako, tam se nekaj kopiči in potem, ker tudi rakasta stanja izvirajo iz teh smeri, ne, iz bezgavk. Mi imamo 600 do 700 bezgavk po celem telesu. Ne samo zunanje, mi poznamo te glavne, ne, zunanje in tudi notranje. In vse to čisti, to so vse taki filtri, ne, ker presceja strupe in dejansko pošlje samo dobro limfo potem skozi telo. In če se tam naredi razbremenitev, je lažje, če pa se to kopiči, pa seveda izbruhne vnetje. Tudi ena izmed takih bolezni je šen, vnetje limfnih vodov. To grozno boli. Ljudje umirajo od bolečin, takih boli, ko smo imeli eno stranko in je povedala, da grozno to boli. In zdaj si pa predstavljajte, limfa je vse posod po telesu, v možganih, vse. Limfnih bezgavk imamo 600 do 700, samo četrtina jih je v glavi in predelu obraza. In da to začne postati vnetno, da se to začne nekaj procesira v tej smeri, potem je vse to vnetno, v celem telesu in to mora res grozno boleti. Se pravi, limfna drenaža, kako poteka? Ja. Ročno se pravi, tako, ročna limfna drenaža. Tako. Tukaj je čista druga stvar kot pri masaži. Tako, pri masaži kot masaži, tudi, ker nekako ljudje dojemajo to enako vredno kot masažo. Proces oziroma skrb za stranko je podobna, seveda stranka pride, se lepo sprosti, uleže. Tukaj celo ni treba, da se sleče niti recimo do spodnjega perila. Limfa se bi lahko delala tudi na tkanino, odvisno čisto od pritiska, od načina, kateri del si izberemo za limfno drenažo, odvisno od načina dela. Tako da v bistvu stranka se samo sprosti, jaz pa izvajam drenažo z takimi počasnimi, enakomernimi gibi. To se res tako, ne pritiskamo preveč, tako pri masaži je ključno, da razbremenimo vse tiste vozle in tako res, da je pritisk, ampak tule so tako nežni dotiki, tako da je v bistvu to že nekako božanje, crtlanje, ljudje večkrat zaspijo vmes, posebno, če smo pri limfi obraza, to, ker pridemo do noska, že spijo, tako da to je dejansko tako razbremenilno deluje, antistresno in se res potem veliko boljše počutijo, je pa za njih to tako res neki zase, res tako crtlanje, zraven pa obenem poskrbimo za preventivo raznih obolenj, ki bi mogoče pa lahko nastala, pa še drugo, razbremenimo druge te nevšečnosti. Se pravi, izjemna preventiva, na naše telo je skrbeti za našo limfo. Izjemna, tako. Antistresno, torej tudi zato, da lahko marsikatero težavo rešimo, zato je pomembna limfna drenaža. Tako. Sprostitev ste omenili. Ja, preden sem začela z limfno, me je ravno to najbolj fasciniralo, njeni učinki na telo in v razmernem zelo hitrem času. Tako ima učinek, kakor pride človek iz postelje, je že čisto drugače, ali čuti kakšno mravljinčenje, ali čuti kakšno razbremenitev udov, a ne, v glavnem zelo zanimivi učinki so. Uporablja se pa v več namene, recimo, za kakšne proti uteklih žilah, ali pa razbremenitvijo metabolizma, proti zaprtostjo, ker pospeši peristaltiko, antistresno smo omenili, tudi proti bolečinsko limfna deluje, za kakšne migrenske glavobole, navadne glavobole ali po poškodbah. Zato je dobra pri športnikih, ker izjemno regenerira tkivo. Ko je to pospešeno, se regeneracija tkiva kar 2 do 3 poveča in so poškodbe potem hitreje rešene. Se vezivno tkivo obnavlja, tako kot vse mišice. Kaj pa po kakšnih operacijah, naprimer, ali pa pri amputacijah? Tudi takrat lahko potem? Ja, izjemno dobrodošla, ker takrat je še bolj pomembno, da razbremenimo ta sistem, da hitreje pošljemo te dobre celice, da pridejo na tisto mesto, kjer res rabi pravilo koža. In tu smo imeli tudi primer v centru, ko smo imeli enega fanta, je prišel po amputaciji 2 prstov na nogi in je imel res, zanimivo se je videlo, da njegovi prstki so bili, ko je prišel tja, tako bolj modro, vijolično obarvani in se je videla malo oteklina, ker tudi oteklina razbremenjuje, ker sprošča vodo iz telesa.
Po 40-minutni limfi je to čisto drugače izgledalo. Koža je prišla v prvotno barvo, rožnato, oteklina se je zmanjšala, pa samo po 40 minutah. Fant je rekel, da se izjemno dobro počuti, da ima razbremenjeno nogo, tiste v noč je tudi zelo dobro spal. Tako da ta mravljince se tudi čuti, to je nek značilno za da nekaj dela, ne? Da se nekaj dela. Ja. In smo hitreje, mislim, razbremenila smo sistem in regeneracija tkiva se je izboljšala in res zdajle je super stanje. Pa mislim, da imamo tudi eno sliko pripravljeno, ravno, če se ne motim, dejansko res v ta namen. Vse, ko jo bomo zagledali, bom tako bova tudi kakšno še rekli. Se pa stranke torej dobro počutijo, ne? Zelo dobro. Je pa tudi verjetno od stranke odvisno, kolikokrat, ne vem, pa potrebujemo to limfno drenažo. Čisto odvisno. Če se gre za regeneracijo tkiv po poškodbah, po operacijah, po amputacijah, je seveda to dobro, da se čim bolj pogosto opravlja. Čisto stranka po svoje vidi potem, kako se obnaša tkivo, kako hitro regeneracija poteka, tako da se potem individualno dogovoriva. Če se gre pa v lepotne primere, recimo tudi za lepotne stvari, kot kakšno odpravljanje stris telesa, ali pa proti celulitu, ki odvaja vodo, ali pa napetost kože, kar spodbudi razrast kolagena in se potem koža še bolj vidna na pogled, napeta, sijoča, tonus kože izboljša. To je pa potem boljše, da je mogoče bolj dolgotrajen proces. Recimo, da prihaja stranka 2-krat ali 1-krat na teden, pa je potem to do 2 meseca, recimo, pri nekaterih že prej se pokaže rezultat pri kakem mesecu in je čisto bolj drugačno stanje. Proti celulitom kar dosti hodijo, tako da. Se pravi, kar vidni učinki, ne? Tudi limfne drenaže. Tako. So pa sploh zelo pomembne limfne drenaže pri ženskah, katere so odstranile prse. Tako, to so pri rakastih stanjih, ker takrat tudi odvzamejo določene bezgavke tukajle in takrat tiste ženske rabijo potem neprestano obnavljanje limfne drenaže, ker drugače bi prišlo do zatekanj v roki. Vse navadno pride, ker telo po svojem postopku pošilja limfo tja, je vedno. In v takem primeru ima oseba odstranjene bezgavke in če vedno tja pošiljamo potem limfo, se nabira, zatekanje se zgodi, edem se zgodi. In tukaj je pomembno, da znamo, da vemo, v katero smer limfo poslati. In zaradi tega ljudje rabijo te limfne drenaže non-stop, ker telo si kar ne namisli oziroma se ne nauči, kam more, ker limfa ima posebne kanale. Ne tako kot krvni obtok. Pri masaži spodbudimo, imamo res fokus na krvni obtok in razbremenimo in ta krvni sistem. Ga pošljemo seveda po tistih kanalih, po katerih moramo. Krvni sistem lahko vse posod, pa bo odlih tako šlo. Pri limfi pa tako, da ima svoje kanale in ima svoje prepreke in moraš vedeti točno, v katero smer jo poslati, da se polizliva v tiste glavne limfne kanale, se prečisti in gre naprej v kri. Tako da tu pri takih primerih, ko so ljudje brez bezgavk, je pač treba usmerjati limfo v druge smeri, da poteka potem normalno, se potem oteklina tudi manjša. Prav všeč mi je, kako lepo razložite vse skupaj, tako da res dejansko razumemo, tudi vsi tisti, ki nismo morda toliko vpeti v ta strokovna znanja z tega področja. Super, lepo. Je pa vedno dobrodošlo, da ljudje pridejo k vam v Belo Dono, v Celje, da se pozanimajo, da vas pokličejo, karkoli imajo za vprašati, vedno ste tukaj na voljo. Vsekakor, vse človek mora najprej vedeti, kako se lahko sploh neke zadeve loti, ker tudi mogoče nismo pravi naslov za čisto vse, logično. Veliko nas je, ki želimo pomagati ljudem in na tak način potem tudi živimo. Tako da, vsekako. Če se pa vpraša, je pa to zelo dobro. Kje vas najdemo? Na Kersnikovi 5 v Celju, to je pri bivšem vhodu v bolnico, pri takem rondoju smo siva stavba, tako vila v balkone, tako da nas ne morete skoraj zgrešiti, se kar mimo pelete. Tako, druga lokacija pa tudi v Velenju, in tudi tam smo se prej pogovarjali, da včasih pokombinirate kakšen obisk. Tako, jaz imam veliko dela v Velenju, tako da malce bolj naredko pridem v Celje, tako da se je to treba jasno prej tako dogovoriti in pa organizirati. Tako. Še ena oddaja nas čaka, zdaj sicer tale je že pri koncu. Na hitro morda v stavku, o čem bomo govorili v prihodnji oddaji, tudi takrat bomo namreč pomagali našim gledalkam, gledalcem.
K temu, da poskrbijo za svoje zdravje, ne, seveda ob vaši pomoči. O čem bomo mogoče lahko mi izdate že kakšno besedo ali dve? Ja, seveda. Glede na to, da se poslužujemo res ene take zelo strokovne napravice bioresonance Sensitive Imago, bomo tokrat govorili o primerih iz prakse. Res take zanimive primere smo imeli že do zdaj, priča smo bili res fantastičnim ozdravitvam oziroma odpravljanju zdravja, odpravljanju nevšečnosti, tako da se bo tudi o tem malo bolj govorilo iz večjega vidika. Tako, predvsem pa tisti primeri, se mi zdi, so najbolj zanimivi za nas, ne, da si lahko še bolj predstavljamo. Obema, hvala lepa. Seveda za obisk v našem studiu smo veseli vedno, ko vas gostimo, prijaznost in prijetnost, poleg vsega pa tudi strokovnost, ne, to je tisto, kar šteje pri obisku, tako da smo tudi ljudje bolj sproščeni in kot smo že malo prej omenili, da pridemo s tisto energijo ali pa s pripravljenostjo, da odpremo energijo in da nekako poskrbimo za svoje zdravo telo. Hvala lepa obema. Hvala tudi vam. Srečno. Enako. Tako vam, dragi gledalke, cenjeni gledalci, vi pa nas tudi spremljajte. Kmalu pripravimo še eno oddajo, v kateri bomo predstavili Center Belladonna. Veliko zanimivega tudi v njej. Nasvidenje.